say with us on this occasion. It's a great honor. Za nami je točno 10 let poslovanja v okviru sistema podjetja Hera Lux iz Lipštata. Točno 10 izredno dinamičnih let, polnih poslovnih izzivov, sprememb, investicijskih vlaganj, resnega dela in dobrih rezultatov. Predolgo bi trajalo, da bi opisal vse dogodke. Dovolite pa mi, da izpostavim le en zelo spodbuden kazalec poslovanja. To je skok prodaje od 17 milijonov evrov v letu 1997 na 100 milijonov evrov v preteklem letu. To pomeni 5-kratno povečanje. Razumljivo, da se je vzporedno s tem večalo tudi število naših kupcev, naših dobaviteljev in število delovnih mest. Ker nismo želeli, da bi se ta trend rasti upočasnil, smo zgradili nove proizvodne prostore s sodobno tehnološko proizvodno opremo. Podjetja, kot je to podjetje, so tista slovenska podjetja, ki v Sloveniji poganjajo gospodarsko rast naprej in ustvarjajo realno podlago blaginje. Jaz sem v zadnjih 3 letih, odkar sem predsednik vlade, obiskal nekaj 100 slovenskih podjetij, veliko podobnih, nekaj manjših, nekaj večjih. In proizvodna industrija v Sloveniji je tista, ki ustvarja realne temelje našega napredka. Slovenski izvoz se je zaradi podjetij, kot je vaše, v zadnjih letih stalno povečeval. V lanskem letu, pa tudi v letošnjem letu, raste z stopnjo okrog 17-18%, kar so zelo dobre številke. In to je tista stopnja, to je tista dejavnost, ki nam je omogočila, da je Slovenija v prvi polovici letošnjega leta doživela oziroma dosegla 6,5% gospodarsko rast in se s tem uvrstila v vrh Evropske unije in samo špico Evropske monetarne unije. Slovenija takšno rast potrebuje zato, da bomo v naslednjih letih ujeli po razvitosti neko povprečno stopnjo Evropske unije. Predvsem pa to rast potrebujemo zato, da bo tudi materialni standard Slovencev v prihodnjih letih počasi ujel povprečni standard Evropske unije. Torej, rasti te številke niso same sebi namen. Tudi ti uspehi, ki jih tukaj dosegate, niso sami sebi namen. Za tem, ali pa to je pogoj za zadovoljstvo zaposlenih delavcev, ki imajo stabilno službo, garantirane plače, ki lahko načrtujejo svojo bodočnost svojih družin. To je razlog za zadovoljstvo tistih, ki načrtujete proizvodnjo, načrtujete prodajo, načrtujete nadaljnji razvoj. Torej, vedno sem dobre volje, kadar pridem v okolja, kjer se ustvarja ne samo neke materialne dobrine in produkte, ampak kjer se vidi tudi zadovoljstvo zaradi doseženega, kjer se gradi na nekih realnih podlagah in Slovenija je lahko srečna, da ima takšna podjetja. Vi ste tisti, ki poganjate naš razvoj naprej. Ne poganjajo ga napihnjeni tečaji na naši plitki borzi, niti vprašljivi prevzemi nekaterih podjetij. To so samo zgodbe za naslovnice časopisov. Tisto, kar je pa realni napredek, se pa ustvarja za takšnimi zidovi, kot je tale in v takšni proizvodnji, kot je vaša.